Ja, zdaj si zelo široko si odprl, tako da zdaj bo z Aleksom naredila tako zanimivo demonstracijo. Vsi poznate ta film, ne, The Matrix, ne, in imate izbiro Blue Pill, Red Pill, ne. Se pravi, lahko se odločite, da greste v rabbit hole, se pravi v zajčjo luknjo, če izberete rdečo tabletko, ne. Če pa modro izberete, pa ostane vse to tako, kot je, ne. In te stvari bomo zdaj mečken globje bomo še razložili. Zdaj, želel bi vedeti, ker imam pač tle, kot sem rekel, big screen, pa gledam vaše čete. Tukaj je bil komentar tudi mene zmrazi, ne, pa sem si označil, da še razložim. Dajte mi prosim napisati v čet, zakaj ste se odločili za rdečo tabletko, da naredite veliko spremembo, a ste se odločili za modro tabletko, da ni spremembe. Pa mi malo napišite, da vidim, kako razmišljate. Sedaj vidim zmeraj več obrazov in sem zelo vesel. Se pravi, vidim tudi Lidijo, Lauro, Jadranko, tako da kar veselo. Urško, Marko, tako da kar veselo, kar napišite. Se pravi, rdeča tabletka. Za nobeno, mojca, rdeča, ok. V glavnem, večinoma razmišljamo rdeča ali modra, ampak kaj je poanta? Poanta je, da mi smo, in tudi ta kultni film, ki je bil predstavljen leta 1999, se pravi že več kot 20 let nazaj, nas je na določen način usmeril. Usmeril nas je eno ali pa drugo. Levo ali pa desno, se pravi modro ali pa rdečo tabletko, ne. Poanta pa je, da v bistvu Hollywood nam nekje vzbuja ene sanje, učijo nam en sanjski način življenja, kako bi mi mogli živeti. Ampak če jih pogledate, kako oni živijo, to so v bistvu zelo nesrečni ljudje, ne. In zelo morajo bogati, ne bom rekel koga, ker ni važen, tako da spremembe prav Jadranka, če ne, me ne bi bilo tu, Darja pa Marko prav ta 50-50, ne, tako da, ok, zdaj pa mi te stvari postavili precej drugače. In sicer, sedaj v teh časih imamo dve skrajnosti. Ena skrajnost je tako imenovana, lahko imenujemo elita, da posplošimo, na drugi strani je pa recimo teorija zarote ali pa zarota ali pa dokazana zarota, v to se ne bomo poglabljali. Se pravi, elita s tem svojimi načini definitivno pretirava. Pač vsakmu zna do 5 šteti, že jasen, da imamo zmeraj manj svobode. To je dejstvo. Na drugi strani tisti, ki se borijo proti temu, se pravi, ali zarota ali teorija zarote, niti ni važen, pa tudi zelo radi pretiravajo. Tako da pa že vsemu vidijo konc sveta in kaj bojo naredili in tako naprej. In sedaj ena pot, druga pot. Jaz osebno se ne odločam za nobeno teh dveh poti. Zakaj? Ker če se odločam za eno ali pa drugo, v vsakem primeru zopet nekdo manipulira z mano in zopet sem v matriki. Zopet sem ujet, če o tem govorimo. In pač ta glavni lik, ne, Neo, ki je bil noter, ki naj bi se osvobodil, konc koncev, ki je prišel, tisti, ki ste gledali film, ki je prišel do arhitekta in rekel, tisti pa je izboljšana ta 6. verzija, ne. Se pravi, izboljšana verzija še vedno je bil ujet, ne, ker se je odločil med eno in drugo. Zdaj pa sistem, kdaj bi sistem razpadel? Zopet me je zmrazil, ko se pa ne bi odločili ne za eno, ne za drugo. Ena od mojih priljubljenih stvari je preučevanje starodavnih znanosti, starodavnih znanj. Temu sem posvetil cel življenje. V Indiji sem bil že prvič pred, se pravi, leta 97, se pravi, to je 24 leti, skupaj z ženo, meditirala sva po 6-8 ur v ašramih, čital sem svete spise, kot bestselling avtor sem imel dostop do vseh teh knjižnic izven delovnega časa, tako da to je ena od mojih velikih strasti. Druga, ker pravim, da pol mene je duhovnega, pol mene je znanstvenika. Druga, me pa zanimajo znanstveni dokazi. Se pravi, ni kar tisto, kar malo nekaj meditiraš, jaz pa čutim tako, pa tako čutim in tako naprej. Ne, tega se ne grem. Želim imeti en balans v življenju, ne? Se pravi, če je možen. Torej, če sedaj pogledamo te stvari, najnovejša znanost nam je zdaj v zadnjih letih marsikaj dokazala. In dokazala je tisto, kar
znanost, bom več kasneje o tem govoril, pred 150 leti tudi približno ni še dokazovala, oziroma je ravno nasprotno dokazovala. Ampak če gremo nazaj, se pravi, matrika se razpade, se pravi, če ne zbereš ne ene, ne druge, ker v vsakem primeru te nekdo hoče nekam usmerjati. In zdaj povedal starodavni citat, se pravi, sveta šola geometrije pravi, če si ti za nekoga, potem mu daješ svojo življenjsko energijo. Če si proti njemu, ga zopet financira svojo življenjsko energijo. Torej, to nam da večkrat misliti. Če gremo en skrajen primer, ga je Thomas Keller rekel, en zelo znan ezoterik, je rekel tako, če si ti za Hitlerja, potem mu daje svojo življenjsko energijo. Če si proti njemu, ga zopet financira svojo življenjsko energijo. In kar je najhujš, ti moraš biti, če si proti njemu, zelo seznanjen s tem, kar on počne. In s tem, kar on počne, da si seznanjen, začenjaš postajati podoben. In to je zdaj tisto. Tako da te časi, te spremembe so zdaj zelo velike in še večje bojo. Ampak kaj to pomeni? To pomeni za nas en določen evolucijski skok. Evolucijski skok, rojeva se povsem nekaj novega. In mi v življenju, da lahko napredujemo, imamo dve možnosti. Prva možnost, ki jo poznamo skozi te čase zdaj, je, bom vzel to kot drugo možnost. Prva možnost je, da vam sedaj povem določene stvari, ste navdihnjeni, rečete, to je to me pa zanima in se odločite in pač imate določene, si postavite določene cilje, določen način, določeno strategijo in greste. Se pravi, po tej poti. Drugi način je pa tisto, kar poznamo sedanjih časov. Kriza. Da smo paknjeni v krizo. Mi moramo priti do določenih, da mi lahko, ker smo v komfortni coni, v coni udobja, nas more nekaj ven izbezati iz te cone udobja. Ampak to je šele uvod, to je šele začetek. Zdaj, kar je najbolj pomemben, ko sem govoril o energiji, zdaj znanstveniki dokazujejo, kvantna fizika dokazuje, da smo mi ne fizična bitja, ampak energijska bitja. Se pravi, mi smo energijska bitja, ki smo prišla po fizično izkušnjo in ne obratno. In to se sedaj v znanstvenih krogih in potrjuje, in dokazuje, in raziskuje. Se pravi, povsem nova paradigma tega življenja. In sedaj se zahteva, da se mi prebudimo od vsega tega. Se pravi, da mi spoznamo, kdo mi v resnici sploh smo. In zaradi tega je kriza pomembna. Ampak imamo zelo veliko citatov na to temo, to je pa zdaj naša karma tega časa, kolektivna karma, individualna karma in tako naprej. Zdaj, glede na to, da je pač zelo veliko napačnega razumevanja, kaj karma sploh je, bi mogoče malo to, za tiste, ki se malo bolj ezoterično ukvarjate, bi definirali majčkeno drugače, kaj je karma. Torej,